Po pozdravljanju v raju na zemlji. Danes se nahajamo v Soški dolini in sicer v vasi Selišče. Gremo pa do 3 slapov najprej. Potem pa glavna znamenitost bo pa največja kamnita goba na svetu. Pa se kar lotimo poti. In tik pred mostom zavijemo gor na pot. Speli smo na travnike po 15 minutah in odpira se nam že čudovit pogled proti najmogočnejšemu slapu, Gregorčičev slap pod Krnom. Gremo še malo naprej, da vidimo res super razgled na ta slap. Sedaj je res še fajn vodnat. Mlad je, sneg se topi pod Krnom, tako da vode več kot dovolj. Tudi dežja je bilo zdaj kar precej. Tako da je res mogočen slap. Eden najvišjih v Sloveniji. Mislim, da meri 88 metrov v višino. Evo, pogledajte sedaj to lepoto. Slap v vsej svoji veličini. Zgornji slap, potem so pa še nižji dol, spodnji. Kar precej jih je. Sprav zgornji najvišji 88 metrov. Višji gor se pa že vidijo majhen v megli, po gori Krna. Od te razgledne točke naprej nadaljujemo do tiste vasi. To je vas Selca, ki jo domačini imenujejo tudi vas Slapov. Potem se pa spet oglasim, ko pridem do vasi. Tam bojo tudi kažipoti za slapove naprej. Evo, nahajamo se v vasi Selca, območje slapov. Tukaj lahko tudi parkirate. Tukaj pri tabli, pogledajte, kako lepo piše. Tako, ne? Evo, znaki za Gregorčičev slap in slap Brinta. Še en pogled proti vasici Selca. Niže pod vasico je pa Soška dolina. Včasih zapuščamo travnik in se vračamo v gozd. Tam ne mislim, na robu bo tudi lep razgled na Gregorčičev slap. Kažipoti, vse je lepo označeno. Zelo težko je, da se zgubite. Poglejte, Gregorčičev slap. Kako je veličasten. Odlično. Super. Slap Brinta, 20 minut. Zdaj se malo spusti. Ko pa pridemo do križišča za slap Brinta, se pa naprej oglasim. Prišli smo do potoka slapa Brinte. Tam ne vidimo že križišče. Gremo prečno pot. Evo, smo že na drugi strani. Križišče poti. Gregorčičev slap desno, slap Brinta levo. Če pa sprehodimo do slapa Brinte, ki je eden najvišjih slapov v Sloveniji.
meri 104 metre. Ravno pravi čas je za obisk tega slapu sedaj, ko je res veliko vode. Ker poleti zna kar precej presahniti. Evo, pogledajte. Res neverjeten slap. Čudovit. Zdaj pa nadaljujemo v smeri Gregorčičevega slapu. Vidimo groba. Prav do Gregorčičevega slapu ne bomo šli, bomo prej zavili levo na ta greben in z tega grebena je super pogled na oba slapova naenkrat. Opa! Tukaj je pa odneslo pot. Zemeljski plas, verjetno še z tistega deževja poletnega. Aha, tukaj vidim, da je shojeno, tako da gremo tukaj. Je pa kar mokro in zna drseti. Tukaj je tako lepa razgledna točka. Poglejte. Neverjetno. Res je vodnat, gromozanski. Evo, tam se vidi pot po melišču, ki gre proti slapu. Mi pa gremo sedaj gor na grebin. Slap Brinta je seveda manj vodnat, ima manjši zaledje vode. Kot sem že povedal, tudi presahne poleti. Medtem ko Gregorčičev slap pa teče celo leto. Čudovito. Slap Brinta. Priporočam vam, da pridete sem v času, ko še ni olistano drevje. Kajti ko bo drevje olistano, bo seveda vidljivost veliko manjša. Sedaj vidimo oba slapova, potem se bo to slabše videlo. Gremo navzdol po grebenu. Evo, z grebena smo se spustili na drugo stran. Sedaj pa nadaljujemo po poti navzgor proti še enemu slapu. Prvi bomo prišli do vasi Vrsno, seveda rojstna vas Simona Gregorčiča. Še prej bomo pa videli slap Malenšček. To je v bistvu isti potok kakor slap Brinta, samo da je višji gor po vodotoku. Ta je sicer manjši, okoli 20 metrov visok, ampak tudi izredno lep. Teče po mahu. Ko pridemo v bližino, se javim naprej. Smo v bližini slapu Malenšček, tukaj se že vidi, tudi ena znamenitost je pa tudi tale osamelec. Evo, slap Malenšček, tudi čudovit. Posebno barvo mu daje ta mah, zdaj sicer še ni tako zelen. Če bi bili še kakšen mesec pozneje, pa pride do tiste žive zelene barve. Tu.
Prijetna klopca. In pa slab. Tukaj spodaj po slab je pa pregrada. In tukaj domačini poleti ob vročih dneh to pregrado zagradijo s tem deskam, ko jih vidimo. In potem se voda nabere in je kopališče. Seveda je vode veliko manj kot sedaj. Tako da se imajo prav super domačini izvrstnega. Pravi, tukaj je ta osamelec. Slab. Tukaj smo prišli gor po tej potki. Sedaj se gre pa tukaj naprej. Je kar dobra pot. Vendar res uporabljajo to večina samo domačini. Ko pridem skozi gozd, se pa javim naprej, da boste videli, kako se pride do vasi. Prihajamo iz gozda na travnik, pod vas je vrstno, polno marjetic. Polje marjetic, neverjetno. Zdaj, če boste parkirali v vrstnem, si zapomnite tukaj pri zadnji hiši, pa greste samo naravnost na travnik. Smo na izhodišču za Kamnito gobo. Evo, na izhodišču je tudi tabla. 15 minut. Tako da kar gremo. Ta goba je skrita v tej dolini potoka. Ko bomo v bližini, se pa javim naprej. Prihajamo v bližino gobe.
je tik nad potokom. Ta goba je res. Nikjer nisem nasledil podatka, da bi bila katera kamnita goba večja na svetu. Mislim, da je ta največja. Na eni strani je visoka 6 metrov, na drugi pa 9. Poglejte. Res je nekaj posebnega. Čudovita. Prav klobuk od gobe, zgornji del je iz apnenca, spodnji del, ta je bolj krušljiv, je pa iz borenskega nasipa, se mu reče tudi breča. Prav, to je peščenjak, vmes so take velike skale in to je breča. Ta goba ima kratko življenjsko dobo, za kamnino seveda. Tako da se zna enkrat sesesti. Evo, še pogled od bližje. Še goba z druge strani. Tukaj je malo manj izrazita. Zdaj pa pojmo pogledati še nasprotne. Super. Res je čudovita. Poglejte. Na vrh se sicer ne da, brez alpinistične opreme. Takole pa zgleda z zgornje strani. Tako da jo bomo zdaj čisto obkrožili, da vidimo. Super. Ajmo še niže dol. Je pa tukaj teren izjemno nestabilen. Vse se premika. Tako da za to gobo je najbolj nevaren kakšen potres, pa bi jo znal dokončno podreti. Najlepša hvala za ogled videa do konca. Hvaležen bi vam bil, če se naročite na kanal Raj na zemlji, ker prihaja še veliko izjemnih, zanimivih vsebin.